Do konca državnega prvenstva v tretji državni nogometni ligi Vzhod je še ostalo 270 minut igralnega časa. Bistričani pa so si že zagotovili napredovanje med drugoligaše. Nogometaši Ketijemi Bistrice so dosegli zgodovinski uspeh. V tekmi 23. kroga so v Celju z 2:1 premagali ekipo šampiona. Tako so si že 3 kroge pred koncem prvenstva v tretji ligi Vzhod zagotovili naslov prvakov in se uvrstili v drugo slovensko nogometno ligo. Sezona je šla v smeri, kateri smo si samo lahko želeli. Dejansko v jeseni smo štartali v sezono fenomenalno. Neka kemija se je ustvarila med igralci, nabirali smo te točke pridno in si naredili to zalogo, ki smo jo potem zdaj, ki nam je dejansko zelo prav prišla. Zdaj pravim, da je to velik uspeh te ekipe in ta ekipa si je res po 2 letih garanja si je res zaslužila ta preskok na višji nivo in upam na vse najboljše. Kako bo sedaj odigrati zadnje 3 kroge, torej v tretji ligaški konkurenci po tej potrditvi, da ste že drugoligaši? Jaz sem fantom že povedal, mladi so, treba jih dejansko ne samo nogometno izobraževati, tudi življenjsko in višje, ko si rangiran na neki lestvici, več odgovornosti potegne to za sabo in absolutno že zdaj so bile vse ekipe maksimalno motivirane proti nam, ampak absolutno vse te 3 tekme, ki so ostale do konca, upam, da sproščeno, maksimalno odgovorno in disciplinirano. Na nivoju imidža, kakšnega smo si ustvarili tokom sezone. Prvih 45 minut igre v Celju je povsem pripadel domači ekipi, ki je vodilni zadetek dosegla v 13. minuti. Med strelce se je vpisal Mihajl Rakar. Varovanci trenerja Simona Dvoršaka so edino pravo priložnost v prvem delu imeli v 26. minuti, ko je z 5 metrov mimo gola udaril Enej Kapun. Drugi polčas so Bistričani začeli s 3 novimi močmi. V igro so vstopili Olegek, Bajraj in Bozgo. Prav slednji je v 54. minuti načel domačo mrežo za izenačenje na 1:1. Do dobre igre gostov so bile tudi številne priložnosti. Eno od teh je s krasnim golom z glavo izkoristil steber bistriške obrambe Lan Vidmar za vodstvo z 2:1. Hvala Bogu smo uspeli rešiti želigo še pred zaključkom, tako da samo pozitivno naprej. Kakšno breme je bilo na vas, ko ste lovili pravzaprav tiste točke, ki bi jim zagotovile tudi drugoligaško konkurenco? Vemo, da ste izgubili s Krškim doma potem v Zavrču. Ja, seveda, neka mentaliteta je ostala. Ni nam bilo lahko po teh izgubljenih tekmah, ampak zdaj smo se sestavili skupaj, znova zagnali glave in hvala Bogu. Kaj zate osebno pomeni, da boš v naslednji sezoni torej igral med drugoligaško konkurenco? Ja, neka super poputnica, neka nagrada za dobro delo in samo dalje. Odlično je v drugem delu svoje delo opravil Jaka Dabanović, ki je gostiteljem v 88. minuti preprečil poravnavo rezultata. Ja, čakali smo samo tisto zadnjo tekmo, ko bomo lahko zaključili ta boj za drugo ligo. Čudili smo tudi zadnji neki pritisk, tako da mislim, da je bila težka tekma, ne dobro odigrana, najbolj z naše strani, ampak na koncu je glavno, da smo osvojili 3 točke in da smo končno potrdili to prvo mesto. Kaj zate osebno pomeni, da boš igral v drugoligaški konkurenci in kako misliš, kako gleda na ta rezultat nogometaše tudi športna Slovenska Bistrica? Osebno nekaj dosti mislim, da je glavno, da je klub enkrat v zgodovini prišel v drugo ligo. Mi smo pomagali na najboljši način, kar smo lahko, tako da mislim, da je predvsem pomembno, da je klub napredoval iz 3. v drugo ligo. Par let nazaj smo bili 4., tako da je to za nas, za celoten klub, velik uspeh. Pomembno delo je do sedanjem poteku prvenstva opravila tudi obrambna vrsta, v kateri vidno vlogo igra Rok Rozman. Letošnja sezona, tako bomo rekli, bila je težka, ampak na koncu se je vse splačalo. Tako da, super, glavno, da se tako končalo, ko se je. Kaj zate osebno pomeni, da boš v naslednji sezoni torej nastopal med drugoligaši Slovenije? Super dosežek za klub, za celo okolico, za vse soigralce, res odlično. Odlično v letošnji sezoni v vrstah Bistrice igra Gal Dvoršak, ki se skupaj s soigralci že veseli igranja med drugoligaši. Zelo dobra sezona, bilo je nekaj padcev, ampak mislim, da smo vseeno bili dominantna ekipa skozi celotno prvenstvo. To, kaj se je dogajalo zadnja 2 kroga, prije tudi to. Pomembno je, da smo uspeli priti preko tega in ja, mislim, da je naslov zaslužen naš.
Se samo osebno torej zavedaš, če se kar takole izrazim, kaj pravzaprav prinaša za bistriški šport in za tebe osebno in za nogomet druga liga? Mislim, da se še ne zavedamo čisto tega dosežka. Bistrica je prvi v zgodovini v drugi ligi, ampak ja, mislim, da je to pokazatelj, da se dobro dela v klubu in neka nagrada za to, da smo bili konstantni že to sezono, pa tudi prejšnjo sezono in res 2 sezoni trdega dela in na koncu nas je nogomet nagradil. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica letos praznuje 150. obletnico delovanja. V okviru prireditev ob častitljivem jubileju so v nedeljo 8. maja v cerkvi svetega Jerneja pripravili Florijanovo sveto mašo. Udeleženci in gosti, med njimi članice in člani društev Gasilske zveze Slovenska Bistrica, častna predsednika zveze Jože Črešnar in Alojz Kocijančič, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in poveljnik civilne zaščite občine Slovenska Bistrica Branko Hojnik so se zbrali pred mašo, po končani maši pa je sledilo druženje s pogostitvijo. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica Janko Mlakar se zahvaljuje bistriškemu župniku Janiju Družovcu za opravljen obred in cerkvenemu pevskemu zboru za odpete pesmi. Na delovnem obisku v Slovenski Bistrici se je v sredo mudil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ob tej priložnosti so v prostorih občine odprli tudi varuhov kotiček. V okviru poslovanja varuha izven sedeža se vsak mesec že vsej zgodovino varuha odpravimo po posameznih občinah. Zdaj smo imeli zaradi korone precej omejene možnosti, kar se tega tiče, in Slovenska Bistrica je zdaj po dobrem letu prva, ki smo jo obiskali. V bistvu ni bila izbrana zaradi kakršnihkoli težav ali pobud, ki bi jih imeli z te strani, ampak čisto naključno. Danes smo si ogledali dom starejših občanov, seznanili smo se s projektom Dom doma, ki je zelo dober projekt, ki ga zelo pozdravljamo, kajti stališče moje je tudi to, da naj ljudje toliko časa, kot si le želijo, ostanejo v domačem okolju, starejši ljudje, ne da jih pošiljamo v inštitucije. Ta deinstitucionalizacija je zelo bistvena in ta projekt je eden izmed tistih pokazateljev, da tudi to ljudje dejansko potrebujejo in da si to ljudje dejansko želijo. Mislim, da to je en dober pokazatelj in država bi morala več narediti v to smer deinstitucionalizacije, čeprav imamo v Sloveniji, kar kritično rad povem, v glavi predvsem inštitucije. Mi vedno, ko pomislimo na neko težavo, stanje ali karkoli, pomislimo na neko inštitucijo, ki bi to rešila, nikoli pa ne vidimo rešitev v skupnosti, da to skupnost lahko naredi. Želeli smo obiskati tudi Center za socialno delo, tukaj vendar direktorica ni imela časa, da bi nas sprejela. Potem smo se pa srečali z namestnikom mojim in dvema sodelavkama, s pobudniki, ki so se obrnili na nas neposredno, prišli fizično sem, tako da bomo odprli 6 novih pobud. Mi v tem naših obiskih sprejemamo predvsem tiste ljudi, ki še niso našli poti do nas. Kdor je že našel pot do nas in obravnavamo njegove zadeve, ali smo jih obravnavali v preteklosti, ga prosimo, da odstopi prostor tistemu, ki še ni bil nikoli pri nas na vrsti, tako da bomo kar 4 pobude odprli. Županom sva že pogovorila, se tudi je ena konkretna zadeva, kar se tiče občine, vendar bomo poslali mi pisno povpraševanje, ko nam bo pobudnik oziroma pobudnica poslala dokumentacijo, da jo pregledamo, ocenimo in se potem najdemo skupno rešitev, in jaz verjamem, da bomo našli skupno rešitev tudi v korist ljudi, predvsem zato smo tukaj. Bilo je nekaj iz področja denacionalizacije, reševanja socialnega stanovanja oziroma neprofitnega stanovanja, potem hrup, pa neke nejasnosti oziroma težave s davčno upravo. Ko govorimo o približevanju varuha lokalnemu okolju in pa ljudem, zato bo občina Slovenska Bistrica zdaj 4. občina, v kateri bomo odprli danes tudi varuhov kotiček. To je prostor, v katerem je informacijski material, kaj počnemo, kdaj lahko pomagamo ljudem in pa
kdaj jim ne moremo pomagati, kar je tudi zelo pomemben podatek. Mi se namreč zelo pogosto srečujemo s tem, da se ljudje na nas obračajo, ko so zaključeni pravnomočno zaključeni vsi sodni spori ali pa v recimo različnih dednih postopkih, potem v medsebojnih družinskih sporih, takrat mi ne moremo posegati, v medsosedskih sporih, to v bistvu ni naša naloga, mi lahko posredujemo napram državi, državnim organom lokalne samouprave in pa nosilcem javnih pooblastil. Ta kotiček je tudi analogne narave, tako da so vse brošure in pa tudi predvtisnjena je tam pobuda, kako naj izgleda, tako da jo ljudje samo izpolnijo in pošljajo k nam po pošti. Imamo pa tudi brošuro v lahkem branju, tako da je dostopna tudi ljudem, ki težje razumejo, tudi starejšim otrokom, potem pa še poseben del tudi, ki je pa se tiče otrokovih pravic, kajti Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ima pristojnost in tudi posebnega namestnika imam, ki je odgovoren za otrokove pravice, tako da toliko bez na kratko. Ta obisk pri nas oziroma sploh pozdravljam način, da se inštitucija kot je Varuh približa ljudem, da se gre na teren in da se z tega vidika seveda ne nazadnje lažje ljudje tudi se odločijo recimo za obisk pri njem in pač soočijo z problemi, s katerimi se srečujejo. Zdaj, taki obiski so na nek način nam tudi v pomoč pri reševanju določenih problemov. Vemo, da se na socialnem področju pa še kje so številni problemi, s katerimi se srečujemo in jaz bi si seveda samo želel, da bi tudi druge inštitucije, ki so pravzaprav odgovorne pri nas za posamezna področja, izkoristile tak način dela, kot ga ima Varuh človekovih pravic in da bi se tudi tiste institucije bolj približale na terenu. Zdaj, tiste zadeve, ki zadevajo nas, nekaj mnenja smo že izmenjali, če pa je, kaj bomo pa dobili na mizo in bomo poskušali tudi absolutno seveda rešiti. Smo pa tudi predstavljeni način reševanja, posebej na socialnem področju, ker mi težko sami te stvari rešujemo z vso dobrohotnostjo, ampak v bistvu se naslanjamo tudi na same centre za socialno delo, konkretno v takih primerih, glede tudi verodostojnosti podatkov in vsega ostalega. In jaz se želim seveda Varuhu tudi sicer še naprej uspešno delo. Zdaj pozdravljam pa seveda tudi odprtje tega kotička tu pri nas, analognega, zdaj tudi jaz sem malo bolj analogen, tako da bom jaz tudi nekoga uporabil. Se strinjam s tem, da seveda smo mi danes v neki digitalni družbi, ampak ogromno ljudi še pa je takih, ki pa ni digitalizacija verjetno edina rešitev za njih. Prava stvar je dejansko nek živ kontakt in to je povezano tudi s tem. Petra Svetino smo tudi povprašali, kako kaže z nadaljnjim financiranjem projekta Dom doma. Ja, seznanili so me s tem, da se zaključuje projekt in da je financiranje zaenkrat nejasno, kar se tiče nadaljevanja samega projekta. Jaz bom zagotovo kontaktiral, prosil sem jih tudi, da bodo to poslali, zagotovo bom kontaktiral tako Ministrstvo za zdravje kot Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, da najdejo neko rešitev, da te ljudje sploh po sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi, zakaj bi tukaj nastala dvoletna praznina. Mislim, da to dvoletno praznino je treba zapolniti in začeti pač dele zakona, ki so vezani tudi na ta projekt, ne nazadnje izpolnjevati. Mi smo skupaj naslovili že to pisanje tudi na Ministrstvo za delo, ker jaz pač trdim, da to vrsten projekt na tak način pelan, kot je bil, ne bi smel biti. Seveda po eni strani je absolutno dobrodošel, vsebina, tu sploh ni debate, da ne bodo narobe razumeli, ampak gre se sam način. Zdaj, pilotni projekti so namenjeni temu, da se neka stvar preveri in potem na koncu se reče, da če je v redu, je potrebno zagotoviti nadaljevanje, če ne, pač ne. Zdaj, v tem primeru se je pokazala verifikacija, da je v redu. Smo pa mi se odločili tudi po razgovoru, da koliko ne bo prišlo do financiranja strani države, jaz upam, da bo tudi Varuh tu lahko kaj pomagal. Bomo pač v neki okrnjeni obliki mi sicer ta projekt poskušali nadaljevati skupaj z občino Poljčane. Je pa res, da to več ne bo
ravno enako, kot je pač zdaj bilo in tudi ne bo popolnoma brezplačno, ker preprosto občinski proračuni tega na tak način ne zmorejo. Ne. Bilo je pa seveda te stvari treba po moje rešiti, ne, tudi v smislu te dolgotrajne oskrbe na daljši rok. Ne. V petek 13. maja je deževna Slovenska Bistrica po 2 letih prisilnega premora dočakala ponovno nogometno tekmo revialnega pomena med gospodarstvom in negospodarstvom. Na tekmi je nastopilo veliko zvenečih imen bistriškega športa. V petek deževnega 13. maja je bila v Bistriškem športnem parku po 2 letih prisilnega premora odigrana revialna nogometna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom. Na letošnjem srečanju, ki je bilo za nameček tudi s priokusom dobrodelnosti, je za okroglim usnjem kljub dežju teklo 35 igralcev, ki so se odzvali povabilu organizatorjev. Vsi udeleženci so na dogodek prišli predvsem zaradi druženja. Rezultat tekme je bil na koncu 4-2 za gospodarstvo, kljub temu, da so igralci negospodarstva bolje odprli tekmo. Na tekmi, ki je bila kar zanimiva, sta bila v ospredju 2-kratna strelca. V zmagovalni ekipi je to uspelo Leonu Šuntnerju, pri nasprotniki pa se je 2 zadetkov veselil Tadej Repnik. Pomembne pečat sta tej zgodbi dodala tudi Olimpica, Ivan Trajkovič in Boštjan Friedrich, ki je bil tudi kapetan ekipe negospodarstva. Po 2 letih smo se končno lahko spet podružili. Mislim, da je tekma sama dosegla svoj namen. Vidi se, da smo vsi bili željni spet tovrstne aktivnosti in zahvalil bi se tako ekipi gospodarstva kot tudi moje ekipi negospodarstva. Trudili smo se po najboljših močeh, danes so bili boljši gospodarstveniki, drugo leto pa napovedujemo revanšo. V ekipi gospodarstvenikov so pomembno minutažo imeli tudi direktorji. Med tem je svojo dobro izkoristil Mirko Stegne. Najbolj sem vesel, da se noben ni poškodoval. Tekma je zelo tekoča, dejansko jaz mislim, da z leti, če še enkrat omenim za perspektivo našo, da bo se tudi ta ekipa malo igrala in tudi mislim, da ne gospodarstvo in da bojo vedno napete tekme, kar je tudi interesantno za vse gledalce, ko so tu. Sam dogodek pa se je zanimanjem ogledal tudi župan dr. Ivan Žagar. Mislim, da je pomembno tako iz tega vidika športnega, kot tudi sicer iz vidika druženja. Je pa res, da je to pri nas že tradicija tukaj v Slovenski Bistrici in mogoče si je nova vlada to vzela tudi za zgled, ker je zdaj šport priključila Ministrstvo za gospodarstvo. Tako da mi že, kar se tega tiče, pravzaprav prednjačimo. Sicer je pa treba reči, da kar se tiče tega športnega dogodka, je tudi v redu, da ni bilo nekih poškodb, pa tega, da je res bilo pač tako, kot je namen tega druženja. Nogometaši Ketije in Bistrice so z visoko zmago 12-1 premagali ekipo Šmarje pri Jelšah in tako pred svojimi gledalci potrdili naslov tretjeligaške konkurence. Prvaki 3. nogometne lige Vzhod in tudi novi drugoligaši, nogometaši Ketije in Bistrice, so na igrišče stopili skozi špalir gostujoče enajsterice Šmarje pri Jelšah. Gostujoča ekipa pa se niti v sanjah ni predstavljala, da jih bodo razpoloženi gostitelji domov pospremili z 12 zadetki v mreži. Za visoko zmago 12-1 so na tekmi po 3-krat zadeli. Kreator domače igre Nejc Bračko. Z drugim golom je domačo ekipo popeljal do vodstva 4-0. V 57 minuti pa je dosegel svoj 3. gol. Danes smo, mislim, da je odigrali res eno vrhunsko tekmo. Ekipa je odigrala tako, kot smo se v slačilnici predtem dogovorili. Vsak igralec je delal svoje naprej določene naloge, tako da mislim, da je res vse štimalo in plod tega je bilo 12 zadetkov. Res smo bili sproščeni, ker smo tekmo prej že rešili prvenstvo, spravi osvojili smo naslov prvaka, tako da mislim, da res pač brez pritiska smo šli v tekmo. 3-krat se je doseženega gola veselil Kliton Bozgostavri. Domače je popeljal vodstvo v 9. minuti. Dosegel je prvi gol tudi v drugem delu igre in to v 54. minuti. Na 8-1 pa je povišal v 60. minuti. Srečanje je bilo fenomenalno. Od prve do zadnje minute smo jih, kako bi rekel, nadigravali. Akcije so bile fenomenalne, v glavnem fenomenalna tekma, res. Zadetki so najpomembnejši, zadetki dajo zmage, ampak glavno je, da je več igralcev doseglo po več golov. Tudi tisti, ko so prišli noter, so dali gole, to je meni največje zadovoljstvo.
Po 3 gole pa se je podpisal tudi domači srednji napadalec Rok Ferčič. To je njegov prvi iz 19. minute. Za rezultat polčasa 5-1 je zadel v 39. minuti. 11. gol je bila tudi njegova mojstrovina in to v 89. minuti. Domači golgeter Murad Bajraj je vstopil v drugem polčasu. 2-krat je zadel v polno. To je bil 9. gol, drugič pa je zadel za vodstvo z 10-1. Med strelce se je vpisal tudi Kristjan Friedrich, ki je v igro prišel prav tako v drugem delu igre, v katerem je domači strateg zamenjal 5 igralcev. Tako pa so edini gol na tekmi dosegli gostje in to v prvem polčasu. Celotnih 90 minut je odlično igro povezoval Luka Lovenjak, ki je suvereno odigral polsezono v bistriški ekipi. Ja, danes je bil res en lep dan v Bistrici. Dosegli smo 12 zadetkov, kar je neverjeten dosežek. Res smo izgledali razigrani in nezaustavljivi. Na tekmi, ki je ponudila pravo golijado, so se akterji z minuto molka poklonili tudi spominu na nedavno tragično preminulega dolgoletnega igralca in sodnika bistriškega kluba Andreja Hvalca. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek sestal na svoji drugi izredni seji. Svetniki so obravnavali 3 pomembne naložbe. Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli spremembo občinskega proračuna za leto 2022. V nadaljevanju seje pa so potrdili novelacijo investicijskega programa za projekt Plezalni center, investicijski program za projekt Zeleno parkirišče in investicijski projekt za zamenjavo trave na velikem umetnem igrišču z umetno travo. Celoten posnetek izredne seje si lahko ogledate na spletni povezavi YouTube kanal Studio Bistrica. Na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici je v sredo potekalo 14. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov, ki ga je v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo organiziral RID Slovenska Bistrica. Naša stojnica predstavlja 200-letnico šolanja na Zgornji Polskavi ter delo in življenje našega pisatelja Antona Ingoliča, po katerem se imenuje šola. To je naš prav poseben gost danes. V šoli poteka tudi tekmovanje v lepopisju za Ingoličevo pero, katera si lahko ogledate na naši stojnici, lahko se pa tudi sami preizkusite v pisanju. Na stojnici imamo tudi Marjetico sreče, saj vsakega maja pri kresovanju Društvo kmečkih deklet podari sodelovalcem Marjetico sreče in če jo zavrtite in pristanete na sliki, morate povedati, kaj je in če ugotovite, dobite Ingoličevo kroglico. Tukaj imamo tudi naš zbornik, na katerem so predstavljena naša šolska dela in pa tudi te naše pač kot neke vrste grb, simbol naše šole, ki krasi naše šolske prostore, lahko prijete in si tudi kakšnega vzamete. In pa tukaj imamo tudi našega prav posebnega gosta Antona Ingoliča. Jaz sem pa Anton Ingolič, jaz pa ne hodim več v šolo, ker tudi nisem živ. Jaz pa, ko sem potoval, dostikrat sem šel iz Pragerskega proti Spodnji Polskavi, torej v svojo rodno vas. Potoval sem skozi travnike, skozi lepa polja in skozi nebo, ki je bilo modro in brez oblaka. Predstavljate nalogo po Bistrem potoku je 3 pike. Torej, zakaj ste izbrali to nalogo in kaj pravzaprav predstavlja? Mi smo to nalogo izbrali zaradi našega čudovitega Pohorja, ki je zelo vodovitno in mi imamo veliko mlinov. In sedaj bi mi radi predstavili, kako bi jih lažje obudili ter predstavili širši množici ljudi, da bi Pohorje bilo spet bolj obiskano. In na kakšen način bi to storili? Z temi predstavami, kot jih imamo tukaj, vidite, da imamo različne brošure, ter tudi s tem, da ponudimo kaj sladkega ter ideje, kar bi lahko delali, ker vsak reče, kaj bom te na Pohorju. Koliko časa ste se pripravljali za to nalogo? Kdo vam je pri tem vse pomagal? Za to nalogo smo se pripravljali dobre 3 tedne, pomagala nam pa je naša učiteljica Vida Samastur, kot je tudi naša mentorca tukaj. Od starejših učencev so nam tudi precej pomagali, predvsem z temi recepti ter peko raznih teh posladkov. Mi imamo domače pohorske kekse z nutelo ter seveda navadne vaniline.
V Bistriškem gradu so v sredo predstavili katalog z naslovom Vedute, podobe krajev in gradov med Pohorjem in Bočem. Katalog je izdal Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, avtorja pa sta Primož Premzl in dr. Ferdinand Čerbelj. Me veseli, da je prišlo tudi do tega trenutka, da lahko predstavimo razstavo tudi v knjižni oziroma v tej kataloški obliki. Najprej, vsaka stvar ima svoj začetek in idejo za to je gospa Herta Žagar je že pred koncem leta predlagala, če bi naj lahko pripravili kakšno razstavo v starejših podobah Bistrice. Seveda ideja je bila takoj sprejeta, ampak potem je treba razmišljati, kako, v kakšnem obsegu pripraviti razstavo, ali samo Bistrico, ali samo Bistriški grad. Seveda mi živimo v enem prostoru, ki nas skozi že od prazgodovine povezuje, to je ta svet, prehodni svet med Pohorjem in Bočem. Tudi občinske meje se spreminjajo, ne morem reči vedute Bistriške občine ali pa vedute Fare, Konjiške ali pa Bistriške. Zato sem tukaj nekako razmišljal, da vzamemo geografski prostor, ki je konstanta med Donačko goro, Bočem in Pohorjem. Ti kraji so bili med seboj večno povezani, samo administrativne oblasti so se menjale. No in ko se je to potem nekako oblikovalo, smo potem s kolegom Primožem Premzlom razpravljala in smo potem prišli do ugotovitve, da je ta pravi prostor zajet tukaj nekje med Račami in Slovenskimi Konjicami. No in Primož ima izredno zbirko, ki je že odmevnega pomena in zato ni bilo težko izbrati, kajti vse tisto, kar je ohranjeno, znano, je v njegovi zbirki. Tako da se nam ni bilo treba izposojati iz nekih inštitutov ali pa nekih drugih zbirk. No, tako so nastale te grafike. Držali smo se pa enega pravila, da izberemo podobe pred pojavom fotografije. Fotografija je drug medij, iz katere se potem razvija razglednica ob koncu 19. stoletja. Je pa to področje zelo bogato, v grafiki zastopano že od 17. stoletja, od tega znamenitega topografa Fischerja. Fischer je dal to znamenito gradovi, trgi, mesta, vasi Štajerske. Prvič pri nas, da smo v nekem sektorju poskušali grafike interpretirati to, kaj nam prinašajo, koliko nam lahko služijo kot vir neke preteklosti, kot grafični zapis, kot je rokopis v neki kroniki. Z veseljem vas bom potem popeljal po razstavi in pa seveda Primož, zbiralec, leta se že poznava, en drugega spodbujava in njegova zbirka ne bi imeli danes tega tukaj v takem obsegu, kot je v katalogu. Pa še dovoliš še en stavek, ki sem ga pozabil omeniti. Tukaj zdaj niso samo grafike. V tem času so znane, ohranjene 3 upodobitve v oljni tehniki. Upodobitev gradu Štatenberg, ki je Flurerjeva slika, ki je last na Dunaju Belvedera, sijajna upodobitev je v katalogu. Potem 2 upodobitvi Šmartnega na Pohorju, nekaj izjemnega za neko kraj, za neko vas. In pa potem sta še objavljeni poleg grafike še 2 upodobitvi Bistrice, to je Marijin trg iz 1828 in glavni trg Risba 1826. To je nekaj, kar je prispevek oziroma vse, kar je možno zbrano, so v teh grafikah od 17. do 19. stoletja. Kot sem rekel, samo te 3 so nekako iz terena potegnjene. Ostalo pa bo povedal Primož, kako je ta zbirka njegova nastaja, ki pač ima eno svoje domovinsko in štajersko težo. Ideja, da se ta razstava naredi v Slovenije Bistriškem gradu, sem seveda z veseljem sprejel in tako je bil pripravljen seveda sodelovati. Tako da sem prav vesel, da je skratka danes tudi zagledal luč sveta ta katalog, ki bo omogočal vsem doma primerjati te vedute iz tega področja, ki ga je Ferdo prej omenil, tako da ne bo treba kupiti ali iti v knjižnico po omenjene 3 knjige,
ki sem jih izdal z dr. Stoparjem. V blokovskem naselju v Slovenski Bistrici so v sredo namenu predali urbane vrtove. Več o tej pomembni pridobitvi je povedal župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Ja, gre predvsem za pridobitev za meščane tukaj Slovenske Bistrice. Zdaj z temi vrtovi nadomeščamo tiste prejšnje vrtove ob zdravstvenem domu, ker jih več ne bo. Tam se načrtujejo parkirišča, zelena parkirišča za potrebe zdravstvenega doma in tudi športnega parka šole. Zdaj torej se vrtovi selijo na to lokacijo, na tej lokaciji so pa seveda tudi postavljeni nekaj bolj urejen okvir, tako z samimi vrtovi kot tudi s temi spremljajočimi objekti. Zdaj smo reči, da sem vesel, da so na razpisu praktično vsi vrtovi aktivirani, to pomeni, da je zanimanje za to. Pomeni to recimo nek prispevek k neke samooskrbe, recimo, vemo, da je to zelo aktualno, sploh v zadnjem času. Po drugi strani pa jaz mislim, da to je tudi en tak kraj, ki je primeren za samo druženje. Zdaj, kar se tiče same investicije, investicija je nekaj manj kot 300 000 evrov. Slabo polovico teh sredstev smo pridobili iz evropskega programa, iz LAS-ovega programa. No, ob teh vrtovih, ki pa so na voljo, so pa še potem kot partnerji sodelovali tudi Čebelarsko društvo in pa zeliščarji društva Hermelika, ker so pa njihovi pač pokazne grede. In kako je zadovoljen eden izmed najemnikov teh vrtov? Lahko rečem, da smo že 15 let Bistričani in zdaj recimo zadnjih 5 let spremljamo, kako občina urejuje celotno območje. Mislim, igrala so se, delala, bazen se je delal, lepo se kosi in tako dalje. Par let nazaj smo si uredili vrt, se pravi na tem območju blizu zdravstvenega doma. V bistvu je bil to prostor za pridelavo zelenjave, pa tudi za druženje. In zdaj pred časom se je pač začelo, je prišlo do teh problemov, da bojo gradili parkirišče. In pol tule mimo večkrat hodimo na sprehode in tako in smo videli, da se čudovito urejuje tale predel in smo rekli, mogoče bi pa mi tudi, ker smo že v tem, bom rekel, kar veliko let, pa zakaj pa ne bi mogoče pa poskušali dobiti tule en vrt, ker tole je tako lepo izgledalo in jaz moram reči, mogoče se danes ni noben občini zahvalil pa javnemu komunalnemu podjetju. Tole, jaz mislim, da je zadetek popolno. Se mi zdi, da smo lahko Bistričani ponosni na tale kraj, na tole okolico, na tale del, da si bomo lahko sami nekaj pridelali. Se mi zdi, da tisto najbolj cenimo. Mi dostikrat jamramo, pa ni domače, pa ni dobro, pa drago je. Evo, zdaj imamo pa priložnost, da si sami naredimo. In jaz mislim, da je tole prvi del, da še bojo tule gor, pa tule dol še vrtičke krasli.